Pravijo, da nas zgodovina uči za prihodnost. Toda, da bi nas lahko kaj naučila, je ni dovolj samo ustvarjati, temveč jo je potrebno tudi ohranjati. V Mariboru že približno 100 let načrtno zbirajo gradivo iz bogate kulturne zapuščine mesta in širše okolice, poseben arhiv kot institucija za pridobivanje in hranjenje arhivskega gradiva pa v mestu obstaja že 80 let. To je Pokrajinski arhiv Maribor. V skladiščih Pokrajinskega arhiva je shranjenih skoraj 800 let zgodovine Maribora in okolice, Koroške, Prekmurja in vzhodnega dela Štajerske. Za Koroško in Prekmurje delujeta posebni organizacijski enoti arhiva, sicer pa pristojno območje arhiva obsega 13 upravnih enot. Okoli 16 tekočih kilometrov arhivskega gradiva zajema pergamentne in papirne listine od leta 1246 vse do sredine 19. stoletja. Različne dokumente srednjeveških in novoveških zemljiških posesti in veleposesti ter samostanskih redovnih skupnosti. Arhivsko gradivo upravnih uradov, pravosodnih organov, različnih gospodarskih družb vse do začetka 21. stoletja, denarnih ustanov, strokovnih in stanovskih združenj, društev, dokumente z področja vzgoje in izobraževanja, gradivo zdravstvenih organizacij, iz obdobja po drugi svetovni vojni pa gradivo upravnih organov ljudske oblasti ter drugih družbenih, političnih, upravnih in sodnih organizacij oziroma ustanov. Poleg gradiva ustanov in organizacij hrani Pokrajinski arhiv Maribor tudi osebne fonde znanih in manj znanih osebnosti ter različne zbirke gradiva. In vse to gradivo, vsi ti zapisi so na voljo uporabnikom na različnih nosilcih, pergamentu, papirju, na fotografijah, audio in videoposnetkih ter v elektronski obliki. Pokrajinski arhiv Maribor je eden od 6 regionalnih javnih arhivskih ustanov v Sloveniji. Po zakonu o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva ter arhivih prevzemajo regionalni arhivi gradivo javnopravnih oseb lokalnega in regionalnega pomena. To so ustanove, organi in organizacije, a tudi posamezniki, ki imajo pooblastilo za opravljanje javne službe, na primer notari. To je tako imenovano javno arhivsko gradivo. Prav tako pa lahko arhiv prevzema tudi zasebno arhivsko gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva. Glavne naloge vsakega arhiva so obdelava, varovanje in dolgoročno hranjenje arhivskega gradiva ter posredovanje vsebin arhivskega gradiva različnim uporabnikom. Da bi ohranili arhivske dokumente za prihodnost, jih je treba varovati že danes ter odpravljati morebitne poškodbe na njih. Gradivo je na voljo uporabnikom v čitalnici arhiva. Seveda je potrebno nekaj dni pred brskanjem po arhivskem gradivu slednje naročiti prek telefona ali po elektronski pošti. Kot uporabnik arhivskega gradiva ste lahko raziskovalec ali nekdo, ki potrebuje določen dokument zaradi upravnega ali pravnega interesa. Kot raziskovalec lahko preučujete pretekle in polpretekle dogodke iz razgibane zgodovine vašega kraja ali pokrajine, pa tudi iz vašega osebnega življenja. Na oddelku za izdajo dokumentov lahko na primer dvignete overovljeno kopijo vašega šolskega spričevala, gradbenega načrta, zemljiških listin ali drugih dokumentov upravne in pravne narave. To pa še ni vse, kar Pokrajinski arhiv Maribor ponuja svojim obiskovalcem. V prostorih arhiva so redno na ogled nove razstave, na katerih je predstavljeno arhivsko gradivo, ali pa kot razstavljalec sodeluje kdo od zunaj. Pogosti obiskovalci arhiva so tudi osnovnošolske, srednješolske in študentske skupine. Za vse sta po predhodnem dogovoru z njihovo šolo organizirana predstavitev arhiva ter voden ogled po arhivskih prostorih.
Posebej zanimive so tudi delavnice, na katerih se otroci učijo veščin kaligrafije in pečatenja, ter delavnice, na katerih spoznavajo arhivsko gradivo na podlagi praktičnega dela z njim. Geslo Pokrajinskega arhiva Maribor je hraniti in ohraniti. Kakšna sreča, da obstajajo ljudje in ustanove, ki našo kulturno dediščino skrbno negujejo za nas in naše zanamce.